Elektronski skiroji so priljubljena oblika prevoza ne samo med mladimi, pač pa tudi med tistimi, ki niso več mladi. Manj pa je znana številka nesreč, ki jih uporabniki tega sredstva povzročijo na leto. Ta številka je bila lani okrog 230. Se mladi sploh držijo predpisov in pravil? Ne upoštevam čisto vedno pravil, ki so namenjena. Včasih se vozim tudi tam, ki se ne bi smel. Se ostavim na rdečih, pa na stop znakih, drugače pa ne. Čisto iskreno, upoštevam jih ne, ker sploh ne vem, kje so. Noben mi še ni nikoli povedal. Se predstavljate, kaj bi bilo, če bi vprašanje zastavil šoferju avtomobilov? Ma ja, to malo obračam, to, kaj je to? Volan, malo obračam. Pa kar je. Nesreča je nesreča, jaz pravim. Kakšne so pa poškodbe? 40% poškodovanih voznikov skirojev utrpi poškodbo glave. Poškodbe glave, čeprav se ne vem, meni se zdi, mora biti glava že kar fajn prej poškodovana, da si kupiš električni skiro. Ugibam. Kaj pa čelada? Že daj doslišal za čelado? A nosite čelado? Nikoli, res. Sem se že peljal na 5-krat, 6-krat, pa nikoli nisem imel čelade gor. Ja. Vedno? Ne, čisto vedno. Za daljše vožnje. Skoraj nikoli, ker se nikoli ne peljem tako daleč. Če bi bilo pa treba kaj daleč se peljati, pa bi jo imel. Ja, Marinka, imel električno skiro, si je glavo razbil, čist na pol. Ja, pa imel čelado. A? In kaj pravi David Razboršek iz zavoda Vozim? V praksi pa je eden izmed načinov tudi iniciativa Ne bluzi z glavo kruzi. Pa kako z glavo, če ima glavo razbito? Vsekakor varno na poti in glejte, da ne vejpate. Če imate električni skiro, imate verjetno tudi vejp. Zadnja stvar, ki jo rabite, da se vam zgodi poleg razbite glave, da se zraven še z vejpom zadavite. Zakaj? Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.